Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Tudi na ponovljenem razpisu ni bilo zanimanja za najem celjske koče. Žalski župan Janko Kos je imenoval 3 podžupane. V celjski bolnišnici delno sproščeni obiski hospitaliziranih bolnikov. Tim Masnak, Tina Šutej, rokometaši in košarkarice, najboljši športniki Celja za lansko leto. V petek 27. januarja se je iztekel drugi rok za prijavo na razpis za najem objekta Celjska koča. Družba ZPO Celje, ki upravlja s celjsko kočo, kljub izkazanemu interesu ni prejela nobene prijave. To je bil že drugi razpis za najemnika, saj tudi na prvega, na katerem je ZPO iskal najemnika za slabih 4200 evrov mesečno, niso prejeli nobene ponudbe. Na ponovljenem razpisu so iskali najemnika, ki bi bil pripravljen plačati za 30% nižjo najemnino. Skladno z veljavno pogodbo o najemu ter odpovednim rokom, ki ga ima dosedanji najemnik, podjetje Piše gostinstvo iz Celja, celjska koča trenutno nemoteno obratuje, kar velja tudi za smučišče. Družba ZPO Celje in Mestna občina Celje bosta skupaj začrtali strategijo glede nadaljnjega delovanja celjske koče. V občini Žalec so bili z dosežki občine v minulem letu zadovoljni, je na rednem letnem srečanju z novinarji povedal žalski župan Janko Kos. Slednji je za nov mandat imenoval tudi 3 podžupane: Romana Viranta iz Socialnih demokratov, Tanjo Baslej iz Gibanja Svoboda in Srečka Lednika iz Slovenske demokratske stranke. V letu 2022 je občina Žalec glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna razpolagala slabimi 25 milijoni evrov prihodkov, s prenešenimi sredstvi iz leta 2021 pa naj bi skupni odhodki občine znašali 30 milijonov evrov. Končna realizacija bo znana v prihodnjih mesecih. Izvajali smo projekte po planu, nič bolj intenzivno zaradi volitev, pa tudi evropske perspektive za evropska sredstva še ni bilo. Tako da smo začeli graditi vrtec, opremljali smo obrtno cono v Arnavskem gozdu, delamo projekte za vrtec na Ponikvi, gradimo ceste, vodovod, teče en projekt izboljšane vodne oskrbe v Spodnji Savinjski dolini, sofinanciran z evropskimi in republiškimi sredstvi, kjer bo 15.800 ljudi dobilo bolj kvalitetno, čisto pitno vodo. Drugače pa tekoči problemi, tekoče obveznosti. Na občini, ki je do marca na začasnem financiranju, sicer v teh dneh pripravljajo in usklajujejo proračuna za prihodnji 2 leti. Dali smo proračun v prvo obravnavo, 15-dnevno. Proračun težak, predvideni odhodki v letu 2023 26,7 milijonov, v letu 2024 26,1 milijon evrov. Tekoči izdatki nam jemljajo precej denarja, vendar za investicije namenjamo tudi znatna sredstva, največ na področju negospodarstva. Gradimo nov vrtec v Žalcu, projektiramo nov vrtec na Ponikvi, vodooskrbi, kanalizaciji namenjamo veliko pozornosti in sredstev in gradimo obrtno cono v Arnavskem gozdu, da bi omogočili umeščanje v prostor številnim novim gospodarskim subjektom. To je bistveno, da ustvarjajo gospodarski subjekti. Če tu ne bo denarja, potem tudi višjih plač na področju negospodarstva ne bo. Rabimo pa oboje. Za izvedbo vseh predvidenih naložb in kritje rednih stroškov bodo morali v letu 2024 najeti tudi posojilo. V proračunu smo vzeli za leto 2024 3 milijone kredita, predvsem za namen gradnje vrtca na Ponikvi, približno 1 milijon za izboljšano vodooskrbo in 1 milijon za kanalizacijo na območju krajevne skupnosti Griže. Težko je bilo leto zapreti proračun. Za leto 2023 8 milijonov več želja in potreb, kot je bilo možnosti, za leto 2024 pa kar 16 milijonov več predlogov za proračun. Zdaj v drugi obravnavi verjamem, da bo prevladala pamet, strpnost, modrost. Župan je sicer s sestavo in delom novega občinskega sveta zadovoljen, pričakuje konstruktivno delo za nadaljnji napredek občine. Nimam pozicije in opozicije.
verjamem, da bi vsi podpirali dobre projekte, tako je bilo pretekle 3 mandate, tako nakazuje tudi zdaj te prve seje, ki smo jih imeli, in jaz verjamem, da bomo v Žalcu peljali en uravnotežen razvoj na področju gospodarstva in negospodarstva, da bomo upravičili eno vlogo subregijskega središča, čakamo na evropske projekte, ki se bojo odprli, oziroma na možno črpanje evropskih sredstev. Veliko stavimo na dogovor za razvoj regije, to je en pomemben mehanizem za črpanje evropskih sredstev. Žalec ima velike možnosti tudi na področju razvoja turizma, tega se zavedamo. Kot še dodaja, si želi, da Žalec ne gre le v korak s časom, ampak da je na nekaterih področjih tudi prvi. Iz Splošne bolnišnice Celje so sporočili, da bodo s 1. februarjem delno sprostili obiske hospitaliziranih bolnikov. Obiski bodo mogoči 2-krat tedensko, in sicer ob sredah in nedeljah v terminih, ki veljajo na vsakem posameznem oddelku. Pacienta bo lahko obiskala ena zdrava oseba, obisk pa lahko traja največ 15 minut. Odgovorni v bolnišnici obiskovalce prosijo, da na obiske hodijo le, če so zdravi. Ves čas obiska morajo imeti pravilno nameščeno kirurško ali FFP2 masko. Pred vstopom na bolnišnični oddelek je obvezno tudi razkuževanje rok. Sprememba glede obiskov se ne nanaša na obiske kritično bolnih pacientov, otrok, ki so sami hospitalizirani v bolnišnici, in porodnic. Pri kritično bolnih in umirajočih pacientih so ves čas omogočeni obiski po presoji zdravnika. Otroke, ki so sami hospitalizirani na otroškem oddelku, lahko hkrati obišče en starš ali skrbnik, ki je zdrav. Zdravi očetje novorojenčkov pa lahko mamice obiščejo vsak dan med 15:30 in 16. uro. Spremstvo porodnic pri porodu je dovoljeno. Komisija za podelitev priznanj Celjske zvezde na področju kulture za leto 2022 je med prispelimi pobudami in predlogi za prejemnico priznanja za življenjsko delo določila plesalko, koreografinjo in plesno pedagoginjo Gordano Stefanović-Erjavec. Priznanji za najvidnejše dosežke v preteklih letih pa bosta prejela Društvo Škratovo lutkovno gledališče Celje in plesalec Boštjan Antončič. Priznanja bodo podelili na osrednji celjski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo v ponedeljek 6. februarja v Celjskem narodnem domu. Na letošnji razpis Zavoda Celeja Celje je prispelo 6 pobud, od tega 3 za podelitev priznanj za življenjsko delo in 3 za podelitev priznanj za najvidnejše dosežke na področju kulture v preteklih 2 letih. Letošnje nagrajence je na podlagi pregledanih prispelih pobud predlagala komisija v sestavi Matjaž Brežnik, Nenad Firšt, dr. Zoran Pevec, Matija Plevnik in dr. Aleksander Žižek. Deskar na snegu Tim Mastnak in atletinja Tina Šutej sta najboljša športnika mestne občine Celje za leto 2022. Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je najmoška ekipa leta, ženski košarkarski klub Cinkarna Celje pa najženska ekipa. Na že 55. prireditvi Športnik Celja so podelili več kot 200 priznanj in nagrad v različnih kategorijah. V Celjskem narodnem domu je potekala že 55. prireditev Športnik Celja, kjer so podelili več kot 200 priznanj in nagrad v različnih kategorijah. Vrhunec večera je bila seveda razglasitev najboljših celjskih športnikov v letu 2022. Za najboljšo ekipo v moški konkurenci je bila že 29. izbrana ekipa rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. To priznanje nam pomeni ogromno, pomeni, da Celje in rokomet sobivata. Brez lokalnega okolja si našega kluba ne znamo niti zamisliti. 25krat smo že državni prvaki in 75 let obstoja rokometa v Celju. Samo priznanje govori samo po sebi, da se je v Celju rokomet igral, da se v Celju rokomet igra in da se v Celju rokomet bo igral. Celjske košarkarice so lani osvojile naslov državnih prvakinj, najboljše so bile v pokalu Slovenije in mednarodni regionalni VABA ligi. Ekipa ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje je že 9. v zgodovini kluba in že 7. zapovrstjo postala najženska ekipa. Pa seveda smo izredno veseli in počaščeni.
Izredno sem ponosen na vsa dekleta in seveda svoje sodelavce, ki že vrsto let ohranjajo ta nivo kvalitete in pa vsega ostalega in nič, gremo novim zmagam naproti. Tisto, kar si jaz želim ali pa kar bi zdaj sicer izjavil, Grgič ne bo ravno zadovoljen, ampak sigurno sem prepričan oziroma želimo si prinesti naslov pokalnega prvaka, državnega prvaka, v VABA ligi nam pa zaenkrat tudi dobro kaže. Tim Mastnak je drugič postal športnik Celja, prvič je kipec prejel leta 2020. Spomnimo, lani je v paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil srebrno odličje. Prejeti priznanje v domačem kraju je vedno nekaj posebnega. To pomeni, da v domačem kraju nekaj pomeniš, da si res osvojil nekaj velikega in da tudi sokrajani to cenijo in je to zelo lep občutek. Tim Mastnak je trenutno v vrhuncu tekmovalne sezone. Čez 2 tedna ga čaka vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Gruziji. Tako da je zdaj kar naporno. Ravno sem se vrnil iz tekme iz Kanade. Že jutri odhajam na trening na Roglo, tako da ni nekega počitka, ampak se na koncu to rad delam in mi je užitek, ko se kosam z najboljšimi deskarji na svetu. Pri ženskah je bila zadnjih 8 let prva Tina Trstenjak. Med leti 2005 in 2021 je bila športnica Celja vedno judoistka, no tokrat pa je športnica postala atletinja. Tina Šutej je v skoku s palico bronasti medalji osvojila na Evropskem prvenstvu v Münchnu in dvoranskem Evropskem prvenstvu v Beogradu. Lani je prvič zmagala tudi na tekmi Diamantne lige v švicarski Lozani. To priznanje pomeni, je še en dokaz, da je bila lanska sezona res odlična. Jaz sem skakala zelo dobro, dosegla tudi nekaj vidnih rezultatov. Mislim, da sem najbolj zadovoljna s tisto medaljo na svetovnem prvenstvu, ker svetovna prvenstva štejejo vseeno več kot evropska. In to je nagrada za ves trud, za vso delo, ki ga upravljam in sem enostavno zelo zadovoljna, da sem končno prišla na prvo stopničko na tej prireditvi športnika Celja. Tim Mastnak je ob zaključku prireditve v imenu vseh športnikov izrekel zahvalo in v športnem slogu zaključil govor. Omenjal je pomembno pomoč športnikom in pohvalil sodelovanje z nekdanjim županom Bojanom Šrotom ter izrazil upanje na takšno sodelovanje tudi z novim Matijo Kovačem. Po športno pa je dejal, da so vedno in povsod še rezerve. Dobro se je izrazil. Vsekakor je Celje športno mesto in to ne po naključju. Na prvem mestu so tu izjemni športniki, športnice, dolgoletno delo trenerjev, klubov, ki se trudijo vzdrževati nivo in pa seveda napori mestne občine Celje, vseh pokroviteljev, ki so v zadnjih desetletjih vlagali v to izjemno razvejano infrastrukturo, za katero seveda mestna občina Celje namenja izdatna sredstva in tudi v prihodnje bo tako. Seveda pa so želje na strani športnikov, klubov in tudi potrebe te infrastrukture velike. Čas je za nekatere investicije, poleg vzdrževanja in trudili se bomo poiskati vire za realizacijo vsaj dela teh želja, ki so seveda potrebne za nadaljni razvoj športa v mestu. Letošnji glasbeni gostje pa so bili prav tako zmagovalci, celjski. Mlada skupina LPS, ki je v lanskem letu zmago na EMI poskrbela za veliko glasbeno presenečenje in je Slovenijo nato zastopala na Eurosongu. Znova čisto buden, čeprav bo sonce tu vsak hip. Jutri bo na Primorskem nekaj nizke oblačnosti, drugod bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, na Primorskem okoli nič, v zatišnih legah snežno odejo do -10, najvišje dnevne pa od 4 do 12 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo zmirno do pretežno oblačno, a po večini suho vreme. Hvala, ker ste bili v naši družbi. To so bili dogodki dneva. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.